PGR Enka, javi se, kliče vodja intervencije, sprejem. Ja, Enka poslušam. Daj Enka, povej mi zdaj, kak je stanje dolje z vodo, že kaj narašča ali kak je? Ja, voda zdaj v roku 1 ure narasla za pol metra in mislim, da bo potrebno izseliti Olgo Cisingar. Dobro, Enka, vodja intervencije sprejel, bomo mi organizirali, da bomo sorodnike obvestili, pa bomo ekipo tudi dol poslali, da bomo probali prepričati Olgo, da gre iz hiše. Sprejem? Ja, pa prosim, če še bi lahko pa nekaj javlje, ki bi izselili to živino, pa še ima tam. Zdaj lastnik je obveščeni, zdaj kak pa, da se on sam odločil, pa mi ne moremo nič, ne? Sprejem? Redo, končano, se vidimo v lokaciji. Evo, fantje, stanje, situacija ni rožnata, vidite, Olgo, da je treba odseliti ven, jaz bom poklical sorodnike, vse so že tako seznanjeni, vi pa v avte, pa opremo gre sebe, pa gremo dol, če treba kaj pomagati, reševati še, ne? Ajde. Prišla sem na 58 leta sem doj. Te bila zimla, dosti, te smo tu samo ukopala pa delala, kaj bi več pa šparala. Potlej pa je te ta voda, te pa te prišla. Šla sem pač do Zodja nekam. Ni to vse voda odišla, te se počasi stovila tu na dvorišče, je se dvakrat stovila, ker ni dale šla. Ker so Palminci so prišli, te pravice so rekli, joj, kak voda sploh gre v to pa tu, ko boš kom šla, kak. Jaz sem rekla, da še ne. Te me domov pozvala, če je sila, kaj, če bi trebalo, te pa je potem te prišla nečakinja, pa po mene te pa smo šli, ne. Samo ni še se nič ni mislila, kaj bi tako bilo, kaj bi si človek kaj vzela. Nič. Te pa tako bilo, kaj sem vse bilo. Nič. Ko sem imela obleko na sebi. Nikako nič.
edino, ko sem se rešila. Toto Marijo pa iskati, si ja pa nesla z dume. Samo ona je prišla za mene. Edino, ko je sem rešila. Voda je vse odplavila. Vse dokumente pa vse. Novembra leta 2012 se v številnih slovenskih domovih spominjajo kot dneva groze, ko je narava pokazala svojo uničevalno moč. Ljudje si tako silovitih poplav niso niti predstavljali, še manj so bili nanje pripravljeni. Voda je zalivala hiše, kleti, gospodarska poslopja, izpodjedala ceste, poplavljala in odnašala je dobesedno vse pred seboj. Napovedi pretoka sporočajo iz Avstrije praktično dnevno in napovedi v petek, nekaj dni pred poplavami, so bile še povsem normalne in niso napovedovale, da bi v ponedeljek lahko prišlo do takšnih poplav, kot so potem prišle. Dogajanje, tisto najhuje, se je v principu začelo nekaj po polnoči v ponedeljek, ko je dežurni dispečer iz Avstrije napovedal visoke pretoke in temu je sledilo potem tudi začetek obveščanja v naši službi. Prelivati oziroma pretoki, ki so začeli prihajati 1500 kubikov, smo potem imeli okrog 9 ure in so se vztrajno povečevali do tiste maksimalne konice, ki je bila iz Avstrije tam okrog 14 ure, nekje 2600 kubičnih metrov na sekundo. Pri nas se je potem ta val gibal po reki Dravi navzdol in smo zabeležili največji pretok na elektrarni Zlatoličje ob 17. uri, ki je pa znašal po naših podatkih takrat 3165 kubičnih metrov na sekundo. Zdaj za Mariborom se je dejansko voda začela razlivati potem okrog Dupleka, Malečnika in pa naprej po polju proti Ptuju. In je nekako se ta količina zadržala na tem poplavnem področju do Ptuja. Ampak že ko smo mislili, da je bila stvar precej pri koncu, je se dejansko začelo dogajati, da se je voda oziroma da se prostor Ptujskega jezera toliko napolni, da je začela voda se gibati nazaj in smo tudi na Zlatoličju dosegli nivoje v spodnji vodi, ki so bili blizu tega, da nam bi tudi Zlatoličje začelo poplavljati. Po hidroloških podatkih o novembrskih poplavah je količina vode daleč presegala vsaj 50, če ne celo 100-letne vode. Na območju Drave pa takih pretokov niso izmerili že več kot 100 let. Največji pretok bi se naj bil zgodil leta 1851 in takrat so nekako predvidevajo, da je teklo skozi Maribor cirka 4500 kubičnih metrov na sekundo. Zdaj, če upoštevamo tole, da je teklo dobrih 3100 kubikov, blizu 3200, vidimo, da je to druga največja voda zabeležena, ker naslednja voda je zabeležena bila na Dravi cirka 2600 kubičnih metrov, tam leta 65 in pa 66. Prva voda leta 1967 je bila tako velika, zdaj je bila pa še enkrat večja, oziroma 1 meter višja. Sicer pa so tu vsi datumi od vseh teh
poplav, tako rekoč. Mi smo imeli srečo, 10 metrov pred hišo smo gledali, kako Drava narašča, kako je vse šumelo, v paniki smo grabili najnujnejše, avte smo odpeljali tam k sosedom na hrib gor, pa bi pač reševali gola življenja, ne? Dokumente pa to, ampak ne vem, kdo nas je rešil, da se je voda ustavila, samo nemočno smo gledali sosede. Ujeto družino Cvetko, ki se je pred valovi podivjane reke zatekla na strehu hiše, potem, ko je voda kot za šalo za nekaj metrov premaknila garažo, so sredi noči reševali s policijskim helikopterjem. Pogumna helikopterska ekipa se je z družino po poplavah tudi srečala. Lepo vas je videti, takole, drugače. Spomini družine na reševalno noč so bili še vedno grozljivi. Glejte, to je težko opisati. To se ne da z besedami povedati, to moraš samo doživeti in jaz to nikomu ne privoščim. To se je dogajalo v trenutku, to je bilo v 20 minutah, je bilo neprehodno, nisi mogel nikamor več, ne, da bi se lahko umaknil. Ne. Smo se v bistvu trije skupaj prijedli in smo šli po steni hiše do žlebov, da smo se pol po drugi poprečni steni in pol po drevesih in cipresa, da smo prišli do tja. V tej ujmi se je izkazala človeška nesebičnost. 3 dni je Branko Podgoršek ostal ujet na farmi z več kot 80.000 piščanci in trepetal zase, za svoje imetje. Kljub izjemno slabim razmeram je z motornim zmajem poletel Srečko Čuš in mu 2 dni dovažal najnujnejše. Sam sem čakal, kaj se je zgodilo. Pol pa noč, pol pa je bilo tu v tem gozdu notri, ne, tu je razbijalo, drevje je kapalo, lamalo, drevesa na police trlo. In to je ružilo, videl nisem nič ne temal, ne. Farma brez elektrike, agregat laufal, ne, in še tako dobro, da je ružilo, da jaz nisem čul to, kaj se je dogajalo. Če bi to slučajno prišel ta val, tukaj je farma, to bi me odneslo z štalami, vredno vsem. Mislim, to je... Bog me je učuval, pravim, samo katastrofe pa ni mogel, to pa bilo preveliko. V jutranjih urah nas je že opozarjal alarm sirena na morebitno dogajanje, ki se je potem odvijalo, ampak si nismo predstavljali, kaj sledi, kaj se lahko iz tega razvije. Tako da nismo bili najbolj pripravljeni. Res pa je, da se vse skupaj odvijalo zelo hitro, mogoče v 2 urah je prišla Drava z onega konca, ko je morda, ne vem, kakih 3 kilometre od tukaj, ampak v 2 urah je bila tukaj taka poplava, da smo se skoraj da zbali tudi za naše življenje, ker nismo vedeli, kako daleč bo se ta vodna gladina dvigovala. Nič, ko se je dogajalo, smo najnujnejše stvari pograbili, jih odpeljali od tukaj, kaj se ni dalo odpeljati, smo znosili na podstrešje, na mansardo, tako da smo probali rešiti, kar se je dalo, s tem, da dosti reči, ki se jih pač ne da prestaviti, od kuhinje do pohištva, večjih kosov pohištva, vrat, vse to je bilo uničeno, ker v stanovanju je bilo vode cirka 70 centimetrov. Drugi dan, ko smo prišli nazaj, nas je razdejanje pričakalo. Da tako daleč sem bila v vodi, ko sem kure na štalu metala, ne. In če ne bi bilo soseda, bi jaz ne bi mogla ven, ker bi lahko ostala, samo s kurami bi šla spat. Koruzo pa je vse zmetalo, tu, ja. Tu pa je koruzo sodi metalo in je tako daleč voda bila, vse se vidi. Res da, se vidi to. Da se vse to ne bi več zgodilo. Da nam vse Avstrijci ne bi več tega naredili. Vse to je, Avstrijci so krivi, ne? Kaj čemo? Večkrat je bilo slišati očitek, že sam ta dan, ne? Že potem takoj 5., tudi kasneje 6., da smo pač tole veliko vodo
dobili od sosedov. Dejansko mi se tisti trenutek nismo mogli s tem ukvarjati, ker smo pač morali reševati situacijo, kakršna je pač bila. V tisti trenutek smo tudi vsi lahko rekli, da smo bili korektno obveščeni od sosedov, glede na to, kar so tudi oni doživljali. Vsi smo pogrešali to, kar še sedaj ugotavljamo, da je bila kakorkoli vremenska napoved, posebej, ker je bil 4. november, je bila nedelja in zvečer, še tudi sam je ta slika živo pred očmi, spodnja Drava bila v zelenem, zgornja je bila malo v rumenem, ampak nič nekaj naresnega se ni dogajalo. In koliko so mi sosedje Avstrijci povedali, pri njih je bila napoved nekje približno enaka. Ampak kljub temu je potem se v okviru meddržavne komisije za reko Dravo, torej Slovenija-Avstrija, se ustanovilo posebno delovno telo, ki bi naj verificiralo pretok na meji, torej pri Dravogradu, kako je do tega prišlo. V bistvu ta delovna skupina je sedaj delo končala in bo to svoje izsledke, mislim, da bo enkrat novembra zasedanje te meddržavne komisije, tudi tej komisiji predstavlja. Kaže se tudi v neki meri, bi rekel, neki človeški faktor, v kakšni meri bomo videli. Prizadetih je bilo 122 občin, poplavljenih več kot 106 tisoč hektarjev površin, oškodovanih več kot 8 tisoč družin. Škoda, ki so jo na podlagi popisov ocenile državne komisije, je znašala več kot 373 milijonov evrov. Dosti je bilo problemov, to smo mi čutili, verjetno tudi centri obveščanja, da ljudje niso verjeli, da bo voda prišla tako visoko, da bo zalila njihove domove. In marsikdo bi lahko rešil svoje imetje, vse tisto premično imetje, ampak ker dejansko doslej ni imel nobenih izkušenj z tem, ali pa tudi nekih, bi rekel, nikdar v preteklosti se tega ni zgodilo, niso umikali svojega imetja na neke višje ležeče točke, tudi v nadstropje na koncu konca, ne, in so samo lahko na koncu reševali sami sebe, ko je pač voda prišla do praga. Voda je pa tak primer, pred katerim ne moreš bežati. Lahko bežiš, ampak če si prepočasen, te dobi. Tako je tudi nas dejansko voda že skoraj malo prehitevala. Nismo uspeli več, da bi reševali, kaj še se je reši dalo, mogoče. Ker je bilo prehitro. Prehitro je priteklo in res smo tiste najnujnejše stvari smo spravljali iz kletnih prostorov, koliko se je le dalo. Je pa kar precej zalilo, tako da je bilo kar precej velika škoda. In ti ljudje so res dali eno kalvarijo skozi. Gasilci smo pač jim stali ob strani, koliko se je le dalo, pomagali in mislim, da po vseh teh mesecih zdaj potem še se najde skozi prava topla beseda za teh ust prizadetih ljudi, ki so to doživeli. Marsikateri, ki so mogoče gledali po strani, so videli samo napake, ne pa tistega dobrega, kaj je vsak naredil takrat, pa v najboljši veri tudi v te uspelati. Izkušnje, ne samo na Dravi, ampak tudi povsod drugod, kažejo na to, da dejansko reka mora imeti svoje poplavno področje, kjer se ona razlije, kjer se ji vzame moč. Ker če reko preveč ogradimo, potem dosežemo samo to, da bo z večjo silo udarila samo nižje navzdol. Tako da vsaka reka mora imeti svoje poplavno področje. In žal se je pri nas ravno tole precej zgodilo pod Mariborom, za jezo v Meljo, da se je precej stvari zgradilo tudi v tem poplavnem področju, ki ga je zmeraj zavzemala reka Drava. In kolikor bomo tu reko omejili, se bo dogajale poplave še za večjo silo, ampak navzdol. Rešili bomo sicer en del, v nobenem primeru pa ne bomo rešili celotnega porečja z tem.
Sva razmišljala tudi o tem, da bi se izselila zaradi tega, ker je na začetku bila ta agonija prisotna in po vsem tem, kaj se je zgodilo, sva potem tudi dobila od zavarovalnice informacijo, da najina nepremičnina ni zavarovana proti poplavam in so tu bila ena nesoglasja, nerazumevanja v sami pogodbi in takrat naj je prijelo, da bi, ne vem, hišo vrnila banki, če bi bilo to možno, pa najbolj enostavno in bi se rešila vsega bremena, ker se nama sanjalo ni od kje, kako bova obnavljala to, kar sva že vložila ob kreditu, ki ga imava, pa vseh ostalih življenjskih stroških. Ampak pravim, s pomočjo ljudi okoli naju, sorodnikov, prijateljev je se zadeva daleč premaknila. Sama sigurno ne bi zmogla. Več ne. Najlažje je nekomu spet reči, ne. Tako kot se je že slišalo, pa to od kar visokih oseb, ne. Zakaj pa živiš tam, zakaj si pa zazidal tam? Lahko to nekomu reči, to so živeli moji starši, od mojih staršev starši. Zakaj so si pa pol oni tu zazidali, se ne možeš kar pustiti pa iti, ne. Tako da, to. Tudi ta protipoplavni zid, ko ga delajo, ne. Mislijo delati ali ga delajo, ne vem. Ne vem, na podlagi česa. Hvala Bogu, da ga zdaj ni bilo, ker po bi bila pa voda višje okno. Zato, ker protipoplavni zid, ko ga mislijo delati, gre tam zunaj. Drava tam, mi smo tu, zid pa gre tam. To pomeni dober kilometer od Drave stran. Mi smo pa za zidom not, za nasipom, ne. In kaj ti pomaga? Nič. Dobesedno so te vtopili not, ne. Glejte, tako. To je to. Hoteli so, prišli so še iz Krškega, da bi naredili zid. Kaj bo z zidom, meter pa pol, kot je gre tu. Točno okrog hiše ne bi mogel strojami ven, ne moreš nič. Kaj ti to pomaga? Noben ne pove, prišli so sem, si ga vpraša, kaj ti pomaga ta protipoplavni zid, če ti pa kaj pa podtalnica, če to voda vrela iz zemlje ven. Kako ti bo pa podtalnica odtekla, ko imaš zid okrog? Glejte, tako da smo bili, ne moreš. Lahko ti nekdo govori tak pa tak, ko si pa tu, ko pa to doživiš, pa čisto drugače, ne. Po načrtih države naj bi Duplek pred visokimi vodami zaščitili s protipoplavnim nasipom, a prebivalci nižje ležečih naselij že zdaj opozarjajo, da je to le kaplja v morje in da tako visokih vod s tem ne bo mogoče zadržati, vendar jih nihče ne sliši. Žalosti jih tudi, da je ob posegih v strugo Drave treba velikokrat upoštevati mnenje naravovarstvenikov, kar pa vse skupaj upočasni ali celo onemogoči. To si jaz mislim, ker so ptiči več vredne, kot mi, ljudje. Samo država se ne zaveda. Pa tisti, ki so na vode. Jaz želim, da bi mi država povrnila vse stroške od hiše. Pa ne samo z imenom, podaritvijo. Po sanacijskem programu naj bi država za odpravo škode namenila dobrih 22 milijonov evrov, od tega je več kot polovica evropskih sredstev. Zdaj so prišle
kao obljubljena državna evropska sredstva, ampak to očitno dobijo spet tisti, ne, kjer je tako ali tako imajo denar, ne, ko si lahko privoščili sanacije privatnikov, zato ker evropska sredstva lahko dobiš samo takrat, če imaš vsa dokumentacijo, vse račune, od privatnikov, ki so ti delali, od kaj si kupil za obnovo stanovanja, vse. Žal pri nam pač privatniki se ne moreš privoščiti, ne. Kaj so pomagali prijatelji, kaj smo si kupili od barve do pohištva, kaj smo dobili, to smo dali not, ne. To pomeni, da od evropskih sredstev ne bo nič, ne. Ker nimaš računov in si ne moreš nič pomagati. Po grobih ocenah bi za celovite rešitve proti poplavam potrebovali več kot 600 milijonov evrov. Tega denarja pa Slovenija nima. Ja, kaj smo se naučili? Naučili smo to, da pač reka ima svoje zakonitosti, ki jih pa človek na konec koncev ne more spreminjati. Zdaj, tule smo videli, nekako mi je osebno bilo precej krivo, da ne rečem tako. Mi smo cirka 3 tedne prej imeli na obisko kolege iz Arsota in smo se ravno okrog teh visokih voda pogovarjali. In takrat je bila moja izjava ta, da do zdaj, vsaj v moji poklicni karieri, tu se ni zgodilo, da bi se pretoki iz Avstrije in pa pretoki v Sloveniji sešteli istočasno. A so bili pretoki iz Avstrije visoki, potem je na nek način ni bilo teh močnih lokalnih pritokov v reko Dravo na delo v Sloveniji. In pa ko je bilo to v Sloveniji, ni bilo v Avstriji. Ampak zdaj nažalost se nam je pa 5. to vse seštelo. Izredno močne padavine v Avstriji, topljenje snega in pa hkrati isto izredno močni pretoki v Sloveniji zaradi teh padavin, ki so bile na tem področju. Ko smo delali analizo tega dogodka, smo ugotovili, da bi tudi v primeru ponovitve tega dogodka morali ravnati ali pa bi ravnali na enak način, kot smo sedaj, ker ni preostalo drugačnega, saj tudi vso sosledje nam je direktno narekovalo, kako moramo ravnati. Seveda smo trpeli neko določeno škodo, ki nam bo, na primer, ker je povzročila reka Drava, mi temu rečemo, nam bo jo tudi povrnila. Seveda smo pač na nek način sočustvujemo z vsemi ljudmi, ki so ob reki Drave, ki so utrpeli določeno škodo, ki bo jo pa dosti težje, bi rekel, povrniti. To ni samo materialna škoda, to so tudi določene stiske, ljudje se bodo tega dogodka spominjali in ta spomin na ta dogodek neverjetno, sigurno ne bo prijeten. Nek strah je, neko nezaupanje v ljudeh. Ne vemo, koliko so bile zdaj te struge sploh sanirane v tem času. Čeprav se gre za človeški dejavnik, po vsej verjetnosti, tako so govorili, verjetno ni za pričakovati, kljub vsemu ne, ampak neka paranoja verjetno nas je obdala zdaj ob teh poplavah in po moje bo moglo miniti kar nekaj let, da bomo to dali malo izpod zavesti na stran. Niti spati ne morem, če sploh pa po noči, ko grmi pa to, pa da dežuje, to jaz sploh ne morem spati. Jaz sedim, mislim, kaj pravijo, da moraš med totimi štokami stati, ker je vse posod samo elektrika, ne. In jaz stojim celo noč, če treba, ko grmi. Res me je strah. Pa vode pa sploh. To pa Bog nas vari, da še kdaj se zgodi. Jaz sem lansko leto gori fižolo trgala, ko je pol Drave bilo. Pa nisem vedela, da je bila pol Drave vode. Jaz sem tako letela domov. Vohala sem vodo, ker jo vohaš, če je vode toliko. Jaz sem tako letela domov, da sem skoraj vse pestila tam. Tako me je strah. Res me je strah. Komu te težko ti je, ko nimaš doma.
Pa vsi so se lahko vrnili, jaz pa ne.